potem pa, če prav razumem, se snema. Evo. In lahko začnemo. Hvala za povabilo, prijazno predstavitev tudi Maji in tudi za udeležbo, da skupaj se sprehodimo skozi to področje raziskovanja meditacije, ki je precej v porastu v zadnjem obdobju. Pri manjšini ljudi je pa bilo to raziskovanje odprto pravzaprav verjetno vse od začetkov človeštva, ko se človek sprašuje o tem, kje se je znašel, kaj pomeni, da biva, kaj pomeni, da je on sam in kaj ta jaz je. Skratka, vprašanja te vrste so v osrčju meditacije in preganjajo, vznemirjajo človeka od začetka obstoja. Bomo pa videli, zato tudi ta drugi del naslova, da smo pravzaprav nekje brez dokončnih odgovorov in da se prebijamo tako kot slepi možje okrog slona v znani zgodbi, ko se to je ena od džajnističnih upodobitev tega, ko se različni ljudje slona dotikajo na različnih koncih in potem skušajo ugotoviti, kaj je tisto, kar tipajo. In seveda tisto, na kar opozarja ta zgodba, je, da se čuvajmo prehitrega sklepanja in zaključkov, ker lahko vodijo do napačnih sklepov in seveda do napačnih predstav potem. In zagotovo je področje meditacije eden takšnih slonov, ki rabimo biti previdni. In jaz bom 4 slepa področja odprl z vami. Eno je fenomenološko raziskovanje. Široko področje je fenomenologija, ki poskuša predvsem iz izkustva izhajati, torej prvoosebnega, iz lastne izkušnje, in meditacija je ena prvovrstnih metod, lahko rečemo, področij, kjer se prvoosebno raziskovanje res lahko odvija. Mogoče celo tisto ključno, da so meditativne strategije tiste, ki omogočajo to raziskovanje sploh. Bomo o tem še nekaj rekli. Drugo zelo pomembno področje pri meditaciji in razumevanju je tekstualno in kontekstualno. Kot mogoče poznate, se na področju meditativnih izkustev, mističnih izkustev, ki so blizu temu, bomo se tudi tega kratko dotaknili. Pri tem je veliko različnih pozicij, mnenj, namreč o tem, a sploh lahko govorimo o univerzalnih izkustvih pri tem, ali gre vedno za pogojeno z določenim kontekstom tradicije, znotraj katere prakticiramo meditacijo in potem tudi doživljamo ta meditativna oziroma mistična izkustva. Vedno so mistična izkustva nekje v cilju, nekje na koncu poti, ki jo meditativna praksa, meditativna tradicija omogoča ali pa odpira. Tretje veliko področje so nevroznanstvene raziskave. Te so tudi eno tako široko področje, ki ga bomo se dotaknili, in nazadnje raziskave klinične učinkovitosti, ki se v zadnjem obdobju smo priča temu, da se meditacija, predvsem pod pojmom čuječnosti, kar bomo tudi opredelili, vse bolj in kot ena precej odmevnih strategij uporablja v psihoterapiji, v torej terapevtskih vodah, in bomo preleteli skupaj tudi to, kakšna učinkovitost in kakšni so procesi, ki jih odpira terapevtski. Tako da ti 4 polja bomo
skupaj prehodili, odprli. Če pred prvim poskušamo samo kratko definirati, kaj meditacija je. Kot sem omenil uvodoma, je to vadba odprtosti v eksistencialnem smislu, za temeljna človekova vprašanja, za iskanja o tem, kje in kdo je, kam je vržen in kaj pomeni ta vrženost v življenje, v bivanje tako, kot je, v doživljanje sebe in sveta okrog. In ta razprtost se ne odvija samo na miselni ravni, ampak tudi na čustveni oziroma celoviti, izkustveni. Je poleg odprtosti uma, razuma, tudi odprtost srca, če to rečemo s Karlom Rahnerjem, enim vodilnih teologov 20. stoletja. Torej se ne odvija samo na racionalni, ampak na ravni ene preproste intuicije ali pa neposrednega izkustva. Je sistematična, praviloma je to vadba, ki ima svoje zakonitosti, svoje predpisane postopke, korake in skozi njih samokultivacija uma, zavesti, doživljanja. Nekako želja, cilj znotraj te vadbe pa je doseči preobrazbo, da pridemo do očiščenja, praznjenja, da lahko sprejemamo in dojemamo resničnost takšna, kot je. Tako bi tudi v tekstih, ki so namenjeni meditativnim praksam, zasledili. Različno izraženo v različnih semantičnih univerzumih. In to je tisto, kar nekatere avtorje, kot bomo videli, napotuje na to, da dvomi v univerzalnost teh izkustev, ampak poudarja pogojenost s kontekstom. Če še z enih drugih vidikov definiramo, lahko rečemo, da je meditacija ena praksa samoregulacijska, skozi katero treniramo pozornost, treniramo zavedanje, razširjamo zavedanje, da bi dosegli en blagodejen učinek na duševno oziroma duševno-duhovno celovitost svojo. Da pridobimo mirnost, jasnost, usmerjenost in podobno. Je postopek, kjer se približujemo neki presežnosti, govorijo o prebujenju, razsvetljenju, občutkih, da se mi odpre pogled, panoramski vid, uvid, uzrtje. Je predvsem vadba pozornosti, da se vsa ta polja lahko odprejo. Tako da ves čas, kot vidimo, se omenja pozornost in pa uvid kot dva temeljna gradnika ali pa stebra meditativne izkušnje. Če opredelimo še čuječnost, lahko za odnos med meditacijo in čuječnostjo rečemo, da gre za precej sinonimna pojma. Čuječnost bi bila ena od paradigmatičnih meditativnih praks. Zanimivo je, da se v Paliju, kjer je uporablja izraz osnoven, ki se ga prevaja kot mindfulness oziroma čuječnost sati oziroma v sanskrtu smrti, in to je izraz, ki pomeni spomin, in dejansko lahko prevajamo ali pa razumemo meditativno izkušnjo čuječnosti, razvijanja čuječnosti kot razvijanje tega opominjanja človeka na zavedanje, na to, da lahko vadi, da se opominja torej sproti pri izkušnji v vsakem trenutku, ki jo lahko skozi to vadbo tudi razširja in
razširja možnost zavedanja. Je torej neko zavedanje, ki ni presojajoče. To ne pomeni, da nima, kot bomo še videli, etičnih dimenzij, celo nasprotno, zelo močne so, ampak predvsem pod nepresojajoča mislimo to, da ne zapadamo takoj v eno analizo, na prespraševanje posameznih elementov, ampak da poskušamo celovito zavedanje iz trenutka v trenutek vzpostavljati in da se s tem odprtost, sprejemanje tudi kot faktorja pridružita in da lahko pridemo do tega, kar smo uvodoma definirali kot čuječnost. In vse vadba znotraj čuječnosti je usmerjena na to, da mi v danem trenutku poskušamo to izkustvo polno izkusiti, usmeriti pozornost nanj, z eno radovednostjo, odprtostjo, sprejemanjem, da lahko opazujemo svoje notranje procese, kognitivne, afektivne. In je kot taka, bomo tudi videli, kateri procesi so vključeni, paradigmatična meditativna praksa. Še enkrat, ko so se raziskovalci čuječnosti na posvetu o tem, kako bi definirali, dobili in poskušali operacionalizacijo tega koncepta doseči, so lahko dve dimenziji, ki sem jo že omenil, definirali samoregulacijo, torej pozornosti na neposredni izkušnji, da sem lahko med tem, recimo, ko govorim zdajle z vami in pred vami, oziroma pred računalnikom, pa čim bolj pred vami, da lahko sem pozoren na vse ravni doživljanja in te izkušnje, da me te izkušnje tudi zanimajo in sem zato do njih v tem smislu odprt, sprejemajoč, da jih sploh lahko zagledam. In glavni procesi, ki so pri tem vključeni, so osredotočena pozornost, koncentracija. Vse meditativne prakse lahko znotraj teh treh procesov vidimo. Torej, da je, ko meditiramo, če vzamemo čisto preprosto, v prvi vrsti vadimo koncentracijo, osredotočeno pozornost, ki sabo prinese vrsto učinkov neposrednih, kot je umiritev, razbremenitev, odmik od problemov in neposrednih skrbi. Torej, koncentracija. Večina vadbe je znotraj meditacije, sploh kot človek na začetku, ko se loti tega, mora dobro izvaditi koncentracijo. Enotočkovnost, osredotočenost. Šele z njo potem lahko odpre polje druge ravni meditativne izkušnje, to je, da lahko odprto spremlja, kar se v njegovi zavesti pojavlja, poraja. Koncentracija je, lahko rečemo, kot reflektor, ki ga izostrimo in s tem reflektorjem lahko svetimo in kot na filmu potujejo pred nami procesi, ki se pojavljajo znotraj zavesti in jih lahko spremljamo kot na filmu. In to imenujemo open monitoring oziroma čuječnost kot taka. Za ta del se uporablja tudi izraz vipassana, uvid. Če je za prvo koncentracijo je samatha, umiritev, koncentracija je za drugo uvid. Torej, ta zmožnost odprtega opazovanja, odprtega spremljanja je tudi zmožnost uvida. Gre za isti del procesa. In tretji je zanimivo, boste videli tudi pri raziskavah, se kot en pomemben proces, ki ga ločeno vidijo raziskovalci, ljubezniva ali ljubeča naklonjenost, meta v paliju oziroma sočutje, karuna. To je neka del vadbe, ki jo znotraj meditacije
vadi, večina tradicij, tudi drugih, ne samo budističnih, iz katerega osnovnega okvira to izhaja, ampak tudi krščanske, v drugih monoteističnih religijah se ta raven, torej vadbe, naklonjenosti, ljubeznivosti, dobronamernosti, spomin na ta vzgib v človeku. Da ne bomo predolgi s tem delom, ker se k temu še vrnemo pri raziskavah. Prvo področje, fenomenološko raziskovanje meditativnih stanj. Tu bi opozoril na začetku, da ne gre za neka stanja, ki bi bila odmaknjena, čeprav gre za kultivirano in seveda procese, ki se jih skozi daljši čas človek v njih mojstri, razvija in tako naprej, ampak vendar prebliske te ene polne osredotočenosti, ko se odpre človeku tudi širši uvid v eno odprto zrenje in za neko naklonjenostjo, ljubeznivostjo, občutjem ene pozitivne vznesenosti. To je nekaj, kar poznamo ljudje in nas tudi napotuje na vadbo meditacije ali pa zanimanje zanjo. In Lev Milčinski, psihiater, akademik, en velikih pionirjev v naši psihiatriji, v enem uvodu knjigi Premagani stres napisal, da lahko človek doživi v stiku z naravo, o tem je pisal, nekaj tistega neoprijemljivega kozmičnega občutja in z njim spokojno razpoloženje varne spravljenosti, v katerem postanejo nepomembne naše vsakdanje jezice in skrbi. In to je ena lepa ubeseditev enega meditativnega izkustva, ki je trenuten, ampak kultiviranje takih občutkov je meditacija. In človekovo izkušnjo meditativnega stanja raziskuje fenomenologija. To lahko, kar je opisal profesor Milčinski, imenujemo eno spontano, naravno, mistično stanje, stanje globljega uvida, stanje vipassane. V meditaciji gre za kultiviranje, sistematično razvijanje takšnih stanj, ki potem iz takšnih kapljic se tudi povezujejo večje količine vode in potoke in reke lahko. Tako stanje je tudi transformirajoče, pomeni, da človek orientira svoje življenje glede na to in takšna stanja, sploh če se polno dogodijo, imenujemo mistična stanja. Psihopatološka stanja na drugi strani pa lahko razumemo sploh v horizontu takšne meditativne poti kot zdrse s poti samospoznanja, lahko razumemo kot zaplete, kot stanje, v katere se ujamemo, in praviloma tudi ljudje, ki pišejo o svojih izkustvih meditativnih, lahko in pogosto pišejo o takšnih zdrsih. Tako da gre za eno zanimivo prepletanje med psihopatološkimi stanji in meditativnimi stanji, ki je tudi zanimivo za nadaljnje raziskovanje. Tako da meditacijo zagotovo lahko vidimo skupaj z fenomenološkim raziskovanjem, gre za v marsikaterem aspektu sorodni raziskovalni strategiji, obe lahko v prvoosebne raziskovalne metode uvrstimo, kot sta Varela in Scheer, to v enem odmevni knjigi predstavlja. In gre za podobne procese, kjer mi poskušamo z eno odprtim spremljanjem svojega doživljanja, z enim postavljanjem v oklepaj tudi nekih predhodnih znanj, predvidevanj, epohe v fenomenološkem jeziku, je to omogoči torej takšno odprto zrenje in postavljanje v oklepaj predsodb, mnenj in znanja in opisovanje teh procesov. Zato lahko rečemo, da je meditacija in so meditativna raziskovanja ena fenomenološka, tudi ante litteram raziskovanja in
tudi izsledki teh raziskav, ki lahko pomembno obogatijo naše razumevanje, fenomenološko razumevanje doživljanja stanj, ki jih v ožjem meditativna mistična lahko razumemo, ali pa tista, ki so psihopatološka, pa kot smo videli, gre za lahko pomembna prepletanja. In znotraj teh raziskovanj fenomenoloških meditativnih stanj imamo eno celo paleto opisov lastnih izkušenj in avtobiografskih spisov, ki so vredni tega, da jih osvetlimo in da jih potegnemo v raziskovanje. Imamo možnost kvalitativnih raziskovalnih metod, ki omogočajo čim boljše približevanje tem izkustvom. Nekatere od teh kvalitativnih metod so bližje fenomenološki raziskovalni struji v ožjem smislu, ki sledi Husserlu in njegovim naslednikom, tako v filozofskem kot v psihiatričnem kontekstu. Ena takšnih posrečenih kombinacij je tudi neurofenomenologija z enim sadom, kot je mikrofenomenološki intervju, ki omogoča to, da se izkušnji lahko res približamo. In še enkrat omenim to povezavo, da so meditativna izkustva in tisti ljudje, ki so to raziskovali pri sebi, ki so to opisovali, so lahko velik navdih in tudi material za tovrstna raziskovanja. Ob tem bi omenil samo še en vidik, ki se znotraj fenomenološkega raziskovanja, lahko rečemo, je osnovno torišče, tudi znotraj meditacije, ki to posebej izpostavlja, naslavlja pravzaprav ves čas, to je doživljanje sebe. V fenomenologiji razumemo doživljanje sebe na dveh velikih ravneh. Eno je tisto minimalno, bazično doživljanje sebe, ki je za večino ljudi stabilno in se niti ne posega v zavestno izkustvo, nek občutek, da zdajle govorim, da je to moj glas, da so to moje misli, da sem lahko v svojem telesu tudi mirno umeščen, ali pa tudi še nemirno vseeno vem, da se to meni dogaja. Na tej bazični ravni razumemo to minimalni self, vse, kar je na to nadgrajeno kot občutek za sebe v smislu neke avtobiografskosti, v smislu identitete, to pa imenujemo razširjeni ali narativni self, narativno doživljanje sebe. In ko smo prej omenili, je Maja omenila recimo področje shizofrenije in psihotičnih motenj, tam razumemo, da prihaja do motnje na tej minimalnem selfu, minimalnem doživljanju sebe, recimo pri bolj osebnostnih motnjah, težavah z identiteto, ki vodi v tesnobe in depresivna stanja, pa mislimo in razumemo, da gre za motnje na tej ravni. Vse to pa naslavlja tudi meditacija, ker se poglabljamo v ta ravni doživljanja sebe, se približujemo tudi minimalni ravni in je to kot rečeno, osrednje torišče raziskovanja. Mnoge metode imajo celo to za svoje izvorno vprašanje, kdo sem jaz v hinduizmu, v vedantski struji meditativnih praks, to recimo eno tako celo izhodiščna vadba, temeljna vadba meditacije. Bomo tole spustili. Vseeno ostaja sistematično fenomenološko raziskovanje čuječnosti in meditacije podhranjeno. Različne raziskave so to pokazale, da pravzaprav dobrih fenomenoloških, dobrih deskripcij izkustev manjka, ki bi bile sistematično raziskane, ker je seveda to kompleksno in je težko raziskovati in je
tudi pri raziskovanju, recimo v nevroznanstvenem smislu, moramo imeti dobro deskripcijo stanja, ki ga znanstveno nevrofiziološko preiskujemo, in to je tisto, k čemur tudi lahko pomembno prispevajo te raziskave. Dejstvo je tudi, da so lahko omejene na posamezna religiozna izročila. Tukaj je omenjena knjiga vrhunske francoske fenomenologinje Nathalie Depras, ki je raziskovala, kako se telo spreminja v molitvah vzhodnokrščanskih menihov, ki si prizadevajo približevati, oziroma izraz deifikacija, teozis, poboženje, ki naj bi bilo transformativno tudi za telo, in je to fenomenološko analizirala v svoji odlični knjigi, tukaj omenjeni. To je omejeno na posamezno religiozno izročilo. Potem mnoge raziskave so osredotočene na mistična stanja, tista končna stanja, nekega ciljnega v meditaciji, so zanimiva, tudi področja povezave s psihotičnimi stanji so zelo zanimiva. Potem so lahko raziskave, ki se vežejo na posamezno metodo, kot je prej omenjeni mikrofenomenološki intervju. Potem so tudi posamezni raziskovalci, ki so se svojih meditativnih izkušenj lotili raziskovati in to o tem pisali. Ampak nas še čaka tukaj veliko dela, da bi to lahko še bolj sistematizirali in ta različna področja med sabo v en enovit zemljevid povezali. Če bi tako za recimo svoje izkušnje vam rekel, bi rekel, da je meditativno izkustvo, vsaj tisto, ki ga jaz uspem dosegati, ali pa kot bi ga opisal, je to izstopanje, ko se usedem iz tokov preteklosti in prihodnosti, vseh stvari, ki mi odmevajo iz spomina in me skrbijo ali pa zaposlujejo, vse tiste, ki silijo v ta trenutek iz prihodnosti, kot so kako bo in kako se bo odvilo in kaj me čaka in česa se bojim. Izstopanje iz teh tokov v dani trenutek, kot izstopanje dosežem, ali se lahko doseže, potem bolj polno doživim tako utelešen in osredotočen občutek za sebe, ki hkrati pomirja, odpira notranji prostor in tak intrinzični občutek je, da je to neko ukvarjanje s pravimi rečmi. En ameriški fenomenolog, Steinbock, je to imenoval, da se takšna izkustva dajejo vertikalno, da se nekako bližje razodetju kot nekemu diskurzivnemu občutju oziroma ugotovitvam. Se pa znotraj meditativnih stanj dogajajo in v zadnjem obdobju je raziskovalna pozornost precej usmerjena tudi na negativna stanja, ki se lahko prožijo, na katere moramo biti pozorni. Vrsta je na različnih nivojih. Ti raziskovalci okrog Willoughby Britton, ki jo vidite tudi na sliki, je njen projekt kar velik in več odmevnih raziskav, The Varieties of Contemplative Experience, je to pokazalo, kakšne vse in na katerih ravneh se lahko zapletajo in negativna stanja prožijo. Podobno lahko tudi v zapisih avtobiografskih in drugih mistikov, menihov, meditatorjev iz drugih časov oziroma kulturnih okolij tudi zasledimo, tako da je to eno pomembno področje. Če se kratko sprehodimo, vidim, da gre čas bliskovito naprej. Drugo področje je tekstualno-kontekstualno raziskovanje. Res je pomembno razumeti, kaj je tisto, kar vadimo in kako razbrati iz tradicij, če mi zdaj recimo študiramo nekoga meniha v budističnem samostanu, je predno mu recimo ga pošljemo v eno neuroimaging metodo in preiskujemo, kako
funkcionira, kakšni procesi se v možganih njegovih odvijajo, je tudi pomembno, kaj on vadi, na kakšen način in s kakšnim ciljem. Zato moramo razumeti kontekst, znotraj katerega vadi, tako tudi celotno neko antropološko sliko, psihologijo in filozofski kontekst, znotraj katerega vadi. Samo kot primer vam omenim, da tukaj so omenjene na tem slajdu 4 plemenite resnice Budove, ki jih večina gotovo pozna. In ko vidimo, da Buda uči, kakšen je naš pojavni svet in kako smo mi v njega vpeti, kakšen je vzrok trpljenja in težav, ki nas pestijo, predvsem izhajajo iz želje, nevednosti in averzije. Reče, da je možna ozdravitev v obliki popolne osvoboditve od trpljenja in bolečin, ki jo imenuje nirvana oziroma nibbana, in obstaja zdravilo v obliki 8-člene poti. In znotraj teh 8 členov je eden od njih, kot vidite, 7. pravilna čuječnost, sama sati se spomnite odprej, in je vpeta v celovit kontekst ostalih 7 členov. In zato, ko študiramo čuječnost, recimo pri nekomu, ki vadi v budističnem kontekstu, rabimo razumeti tudi in videti, poznati druge procese, ker bomo lahko ločili potem njegovo izkustvo in ga raziskali ustreznejš od izkustva nekoga drugega, ki v drugem kontekstu vadi in morda z drugimi cilji. Sploh recimo sekularne aplikacije čuječnosti v današnjem času imajo zagotovo tudi zelo drugačne namene in cilje postavljene, ne popolno osvoboditev v budističnem smislu in tudi ne upoštevanje vseh 8 členov. O tem bi se dali seveda veliko reči in so tukaj zelo odprta ta vprašanja, ki sem že omenil, med tem, ali lahko razumemo določeno stanje kot nekaj univerzalnega, do katerega so različne poti, različne tradicije, samo različne poti kot poti na isti vrh hriba, skupen je pa vrh in izkušnja tam. Ali gre morda za drugačne vrhove, da vsaka tradicija ima svojo pot tudi na svojo goro. To je nekaj, kar ni enostaven odgovor in so te raziskave tekstualne in kontekstualne zelo pomembne. A se mogoče na tej točki, preden se sprehodimo še skozi drugi 2 področji raziskovanja meditacije, pojavi torej kakšno vprašanje, dilema, misel? Jaz bi mogoče nekaj vprašala na tej točki, sploh ker gremo v nevroznanstvene raziskave. Mogoče iz 2 delov vprašanje. Kot prvo, koliko je pomembna poza oziroma pozicija telesa pri sami meditaciji, ker najbrž v nevroznanosti se uporabljajo tudi metode, kjer sedenje ni možno, pa mogoče sicer za kasneje malo, če poveste kaj o meditaciji o hoji. Mogoče to zaenkrat, da ne bom še drugega. Ja, to je pomembno vprašanje, seveda se precej tudi je napisanega, sploh v tistih priročnikih pa napotilih, ko človeka usmerjajo v meditacijo in v meditativno prakso. Položaj je nekaj, kar olajšuje vadbo, ni nekaj, kar bi bilo cilj ali pa nekaj, kar bi bilo neobhodno. Tako da
lažje je meditirati in sploh na začetku, ko koncentracija, recimo, ko smo omenili kot en osnovni gradnik ali pa izhodišče, ko ni močna, ko tava zahaja na vse mogoče strani, takrat je pomembno, da imamo položaj, kjer, in tudi ne samo položaj, ampak tudi čas in prostor brez drugih motenj in tako naprej, da nam olajšuje vadbo, da se posvetimo temu in da izostrimo, ojačamo koncentracijo, razvijemo. Enako potem za naprej odprto spremljanje procesov notranjih, tudi lažje je, če je torej vzravnan položaj, da z lastno mišičnimi mišicami v hrbtenici vzdržujemo vzravnan položaj, da ne ležimo, sedimo zleknjeno, ker nas to prej v dremavost in spanec in druga stanja vleče. Prav tako ne smemo biti preveč napeti, ko sedimo in se s tem potem ukvarjati, kaj nas in kje boli. To tudi sicer pride lahko kot del opazovanja, ampak vendar probamo, zato je tudi priporočljivo kakšne vaje narediti in imeti, da lahko daljši čas torej sedimo. Tako da gre za eno preprosto rešitev. Dober položaj meditativen je tisti položaj, v katerem je človek lahko daljši čas buden in osredotočen. In vsa stanja položaji so temu namenjeni. Človek, ki doseže dobra ali pa višja meditativna stanja, potem ni več toliko odvisen od položaja in se lahko mirno uleže, usede drugače, prilagodi in zato tudi lahko mirno sodelujejo v raziskavah. Začetniki pa težje in je to že pomemben imeti v obziru. Meditacija v hoji je pomemben ali pa pogost način meditiranja, sploh v nekaterih tradicijah, in je zelo dobra kombinacija za sedečo meditacijo, nekaj, kar lahko dobro kombiniramo in je sama na sebi dobra strategija. Ni samo nekaj, kar vmes naredimo, ko ne moramo več sedeti, ampak je sama na sebi, ker je osredotočenost v hoji na meditaciji, meditacija v hoji je na področje nog in se preselimo iz raznih skrbi in vseh drugih procesov, se osredotočimo in dobro vadimo koncentracijo, lahko spremljamo, ker je dinamična, sploh če smo bolj zaspani ali pa v kakšnem drugem stanju, ali pa ljudje, ki se težko samo usedejo, sploh na začetku, je to lahko odlična dopolnitev. In menihi, recimo, sploh v starejših budističnih šolah imajo meditacijo v hoji kot del svoje prakse, tudi kasneje, ko že dosegajo dobra. Ni samo na začetku. Fino, potem gremo na tretji del, nevroznanstvene raziskave meditacije. Lahko jih razdelimo na 3 večje dele. Eno so nevroznanstveni nivo v ožjem smislu, za upodobitvenimi raziskavami, EEG-jem in ostalimi tukaj omenjenimi. Potem druga je psihonevroimunološki, odzivanja na stres in stresne vsi, tudi genetski, v smislu epigenetike, kot bomo videli, in iz raziskovanja nevroznanstvenega meditacije se je tudi oblikovala celotna raziskovalna struja, ki pridobiva na pomenu, na moči z veliko raziskavami, ki rečemo kontemplativna nevroznanost, in raziskuje vse in različne meditativne prakse in jih povezuje potem z kliničnimi, psihološkimi, nevrološkimi oziroma nevroznanstvenimi manifestacijami. Tako da to, kar bomo zdaj skupaj se sprehodili, je del kontemplativne nevroznanosti, lahko pod tem okriljem razumemo.
Raznolike so tehnike, ki so opisane v znanstveni literaturi, kakšne meditacije so, tipi meditacij in glede na te tipe se potem raziskujejo. Meditacija osredotočanja pozornosti ali focused attention je tista, ki zajema to, kar smo že omenili, vadbo koncentracije. Sorodna, nekateri jo izvzamejo kot posebno, je meditacija prakse z mantro, torej z nekim besednim ali besedno zvezo, ki jo ponavljamo. Potem je meditacija odprtega opazovanja, že omenjena. Meditacija nedvojnosti, stanja povezanosti, enovitosti, poznana v določenih tradicijah. Prva, torej ta za mantrami je precej podobna tej, ki jo lahko povežemo z osredotočeno pozornost, nedvojnost pa z odprtim opazovanjem, zato jo nekateri ne vidijo kot ločeno, ampak kot skupno. Potem meditacija ljubeče naklonjenosti in sočutja, tudi že omenjena, pa transcendentalna meditacija, ki je en poseben format meditacije, verjetno ste slišali za njega, najbolj je značilen in tako, oziroma poznan potem in tudi predstavniki te struje to močno poudarjajo, da je najbolj raziskano področje meditacije. Mogoče celo tako rečejo, da je edina meditacija, ki ima znanstveno ozadje, potrditev. Če se na prvo najprej osredotočimo meditacija, torej osredotočene pozornosti, to je vadba enotočkovnosti, vadba pozornosti na objekt, ki ga izberemo, v katerega se poskušamo povsem povezati z njim, doseči absorpcijo, kot temu tudi rečejo v teravatski budistični tradiciji. Torej, vzdrževanje neprenehne koncentracije pozornosti na to. Poznanje v zenu, poznanje pri mantrah, zato nekateri to vidijo kot enovito, jantra, kot je opazovanje določenih podob meditativnih, sveče, osredotočenje na dih. Torej, vse objektov je veliko, različnih, skupna je pozornost na njih. Kar so izsledki raziskav pokazali, da se znotraj te prakse aktivira premotorni korteks, anteriorni cingulatni tudi, torej tista področja, ki top-down regulacijo pozornosti in monitoring omogočajo, deaktivirajo pa se drugi predeli, posteriorni, cingulatni, inferiorni, parietalni lobul, tista področja, ki so blizu default modu oziroma stanjem tavanja, avtobiografskega sprehajanja po svojem doživljanjih, enih takih mentalnih potovanjih od prihodnosti, preteklosti, domišljijskega, fantazijskega in drugega. Te deli se deaktivirajo, se ugašajo, aktivirajo se tisti, ki so bolj regulatorni. To je pri osredotočeni pozornosti. In meditacijske prakse za meditacijo, za mantro. Tukaj je seveda Brockova erija, tudi poleg premotornega in suplementarne motorične, gre za povezanost z pozornostjo, jasno pa, da je še tukaj poudarek na tem verbalno-motoričnem, ker je neprestano ponavljanje mantre, deaktivira pa se anteriorna insula po nekaterih raziskavah. Manjša je pozornost na telesne dražljaje, ker je absorpcija z tem zvokom, z to vibracijo, ki jo mantra povzroča. Potem naslednja velika, kot smo že večkrat rekli, meditacija odprtega opazovanja, tega, da zaznavamo z njim širšim obsegom ali pa z reflektorjem, pred katerim se film naše zavesti odvija. V temu tipu meditacije se aktivira insula. Veliko teh tehnik je namreč zelo povezano z dihanjem, povezovanje z telesnimi občutji, s prehajanjem po telesnih občutjih, kot baza, iz katere se ta open monitoring odvija. Tako da to je logično, da se
inzula aktivira, potem inferiorni frontalni gyrus, suplementarna motorična area, tudi pa področje pa premotorni korteks, ponovno voljna kontrola, regulacija, deaktivira se talamus, torej manjša filtracija senzornih dražljajev, kar se z večjo povezanostjo z njimi, večje odpiranje tem dražljajem povezuje. Meditacije nedovojnosti so omenjene posebej, nisem zasledil posebnih neurofizioloških korelatov pri njej, torej gre za ta občutek ene zlitosti, enovitosti, ni pola mene kot jaza in objekta na drugi strani, ampak se ta v enovito zavest in doživljanje poveže. Potem naslednja je meditacija ljubeče naklonjenosti in sočutja, ki smo jo prej že omenili. Gre za pravzaprav to, da se na ta naklonjenost, dobronamernost, željo, pogosto je v osrčju te vadbe naravnanost, želja, da je meni dobro in vsem živim bitjem. To je znana vadba ljubeče naklonjenosti ali mete v budističnem kontekstu, podobno sočutje. Pri tej vadbi naj bi se posebej inferiorni parietalni lobus pa anteriorna insula aktivirala. Transcendentalna meditacija, tukaj smo omenili, kar je specifika, je veliko raziskav bilo, čeprav v tem metaanalizi, ki je meni služila tudi kot glavno izhodišče Foxovi in njegovih sodelavcev, ni bilo posebnih specifičnosti, ki bi jih ta meditacija naj prinesla, ampak sem to, da jo omenim kot kaj je njena specifičnost, to, da uporablja mantro in je blizu tehnikam meditacije z mantro, kjer pa naj bi človek potem skozi to mantro razvijal stik ali pa uvid v presežno, v tisto onkraj neposrednega izkušanja tudi mantre, ki je samo nekako sredstvo do tega stanja presežnosti, samozavedanja onkraj vsakodnevne zavesti. Tako da lahko rečemo, da se nam potrdi skozi izsledke nevroznanstvenih raziskav, da gre za 3 večje sklope in bi tudi, takšna bi bila moja projekcija, da tudi, če bi pogledali v drugih tradicijah, namreč večina raziskav se veže na vadbo budistične meditacije, če bi tudi v te druge tradicije pogledali, da bi našli enega od 3 velikih sklopov, torej osredotočena pozornost, odprto spremljanje pa ljubezniva naklonjenost in da bi te tudi distinkcije, kot ste videli, različnih raziskav so najbolj ločile med temi 3 vrstami meditacij. Potem raziskave strukturnih korelatov, ki kažejo na nevroplastičnost, so na povečane kortikalne debeline teh regij profrontalnih inzule, ki so bile tudi omenjene v prejšnjih izsledkih vseh anteriornih regij, frontalne, temporalne, pa večja gostota sivine recimo v hipokampusu, kot je ena raziskovalna skupina, kar smo videli pri nevrofizioloških raziskavah in neuroimaging raziskav, se tudi v neuroanatomskih oziroma strukturnih korrelatih manifestira. Epigenetsko raziskave so pokazale manjšo izrasnost genov za histonsko deacetilazo, tudi manjša ekspresija provnetnih genov. Pri posebej meditacijah na ljubečo naklonjenost se je pokazala obratna sorazmernost z ekspresijo
CRP-ja, interleukina, vnetnih parametrov, pa povečanje telomerazne aktivnosti in dolžine telomer. Skratka, meditacija ima vpliv na ekspresijo genov in vključuje epigenetske korelate, sploh sorazmerno z dolžino oziroma globino ali pa kvaliteto meditativnih izkustev, torej izkušenih meditatorjih bolj kot pri začetnikih. Vidim, da je čas zelo še tanko, še kratek, ne bomo, boste tele slajde seveda tudi lahko še pogledali. Ko mi gledamo, oziroma ko so delali raziskave klinične pri uporabi, predvsem čuječnosti, ta je najbolj bila empirično preverjena, se je pokazalo, da se kažejo učinki pri premagovanju predvsem kroničnih stanj, tistih, kjer je bolečina v ospredju, tam se pri kroničnih bolečinskih sindromih se je tudi pričelo raziskovanje vpliva in učinkovitosti čuječnosti Kabat-Zinn in za njim vrsta drugih raziskovalcev. Potem razvili so delo z bolečino tudi pri vseh stanjih, kjer gre za to, kar lahko eksistencialna bolečina ali pa tesnoba imenujemo pri ljudeh, ki so se z rakom srečali, z drugimi hudimi telesnimi obolenji, s bolečino povezanimi. Tudi, potem pri anksioznih motnjah, vrsta raziskav pri različnih tipih anksioznih motenj in metaanalize potrjujejo podobno učinkovitost. Potem depresivne motnje, posebej ponavljajoče depresivne motnje, pri boleznih odvisnosti, posebej pri vzdrževanju abstinence, pri preprečevanju recidiva, relapsa, pri motnjah hranjenja, posebej pri kompulzivnem prenajedanju, bulimiji, nekaj manj pri anoreksiji, pri spolnih motnjah, pri vseh težavah pri doživljanju zadovoljstva in užitka in senčne plati tega bolečin, neugodja in nelagodja znotraj spolnosti. Tudi pri psihotičnih motnjah vrsta raziskav, ki potrjuje, čeprav je bilo praviloma meditacija nekako ali pa v prejšnjih časih odsvetovana ljudem s psihozo, so se te posamezne vadbe čuječnosti izkazale kot učinkovite. Mogoče en tak skupen imenovalec, samo da ga izpostavim pri vseh teh motnjah, kjer se čuječnost aplicira, predvsem opažamo, da je učinkovitost ne toliko na zmanjševanju tistega primarnega impulza oziroma vzgiba simptoma, lahko bolečina še vedno je, lahko tesnoba še vedno je, depresivni simptomi, želja, craving po snovi, po prenajedanju oziroma bruhanju, ampak torej ni primarno učinkovitost na zmanjševanju teh simptomov, ampak na tem, kakšen odnos in kakšno življenje z temi simptomi omogoči, oziroma se lahko razširi in razišče, premaguje, obvladuje te simptome in torej kvaliteta življenja lahko ob njih bistveno boljša, kasneje pa tudi sami simptomi imajo težnjo oziroma so dokazano zmanjšani. Ampak primarno prijemališče je na tem odnosu do sprejemanju, raziskovanju simptomov. In če zaključimo, lahko z temi slepimi 6 v pesmi Johna Gottfrieda Saxa, da je vsaka od teh področji ima seveda in prinaša košček k mozaiku in prinaša pomembna spoznanja, nobena od njih pa ne pride do konca in s tem tudi razreši to, kaj meditativna izkustva so in kaj prinašajo. Tako da zahteva ali pa
nas odpira k tej drži, da ne sklepamo prehitro. Hvala, se tukaj ustavim in če imamo še možnost za kakšno vprašanje, se z veseljem. Borut, najlepša hvala za eno zares hitro pot skozi aspekte 4 slepih pristopov k raziskovanju meditacije in učinkov meditativnih procesov. Malo mi je žal, da si v strahu pred uro tako pohitel proti koncu, ker sem prepričana, da bi iz tega zornega kota zadnjih, recimo, 2 sklopov utegnilo biti mogoče še največ vprašanj, nisem pa prepričana, ampak vabim res vse, da zdaj morda se izkažejo za vprašanje in se ti res zahvaljujem za to, da si nas tako na hitro pripeljal skozi zgodbo in odprl mnogo duri, skozi katero moramo pa zdaj sami stopiti naprej. Veseljem in ja, res, če je kakšno vprašanje ali pa misel. Ja, zdravo. Jaz bi vprašal, a vi kdaj priporočate svojim pacientom meditacijo ali pa v bistvu komorkoli in na kakšen način v bistvu to predstavite, ker se mi zdi, da je še kar to neka taka tabu tema. Ali pa mogoče tudi ne. Ja, hvala za vprašanje. Je velikrat, ali pa tako bi odgovoril, da se večkrat predvsem pozanimam, kaj so ljudje že sami o tem brali, tudi poskušali, ker mnogi, ki pridejo v terapijo ali pa se z njimi srečam, so že kaj od tega probali, brali, slišali. In je to en tak zelo pomemben vir, to je tudi en tak, kar bi želel in vam in drugim študentom ali pa z ljudem, ki se s psihiatrijo, psihoterapijo ukvarjajo, da ljudje veliko sami iščejo in raziskujejo pri sebi in je to treba poklicati, znati vprašati, znati pridobiti, ker so zelo pomembni anamnestični podatki, diagnostični, za diagnozo pomembni in tudi za terapijo naprej. Zdaj, to potem tudi vidimo, ali so bile stvari recimo za njih dobre, so jim prinesle ene fajn stvari ali ne in se glede na to orientiram naprej, kaj priporočiti ali pa na kakšen način jih usmerjati pri vadbi, pri obvladovanju simptomov ali pa težav, ki jih imajo. Je pa, imamo redno na kliniki tudi možnost, da se ljudje vključijo v skupino in čuječno spoznajo v obliki 8-tedenskega tudi programa, da ko se enkrat na teden dobimo in predstavim, kakšne so metode, kaj za njimi stoji in jih skupaj tudi probamo. Za vse, ki jih to zanima in kot ena ponudba in prav tako na oddelku, kjer delam psihoterapevtskem, tudi imamo vsak od ljudi, ki se zdravi pri nas, dobi, se sreča s temi metodami, sprostitvenimi, čuječnostjo, drugimi metodami telesne vadbe in ja, čuječnost je ena med njimi. Potem pa vidijo, probajo in tisti, ki jih potegne zanima, da bi to bolj redno in tudi to omogočimo in spremljamo pri tem. Je pa pomembno, da človek, ki se s tem ukvarja oziroma da drugim ponudi oziroma z njimi v to vstopa, da tudi sam pozna tako teoretsko in psihopatološko zemljevide, pa tudi meditativne izkušnje, da sam torej vadi in ima znanje na tem področju. So kakšno vprašanje? Mogoče se še jaz malce oglasim. Živjo. To mi je nov podatek, no, da izvajate te 8-tedenske neke vodne tečaje, če lahko tako rečemo.
Pa me zanima, koliko je kaj odziv. Mislim, ljudje hodijo na to, a je to tako zavarovalnica pokrije. Jih tudi spremete tako, ne vem, če bi kak osebni zdravnik koga na to poslal, kak je s tem. Ja. Zavarovalnica pokrije, ja, v našem primeru, ker je na kliniki in v sklopu ambulant pri nas. Tako da v bistvu povabimo ljudi, ki ali sami izrazijo zanimanje ali pa mi presodimo, da bi za njih to bilo lahko koristno, okvirno predstavimo in potem, če pokažejo oziroma se zanimajo, so povabljeni v tako skupino, se prijavijo, lahko pošlje splošni, torej zdravnik, pa druge stroke, običajno pa vejo psihiatri za to, da pri nas to teče in pol usmerijo paciente. Tisti, ki se vključijo, imam dobre izkušnje. Prav ta trenutek, recimo zdajle ena poteka, ki se je preselila takole na splet tudi in so, velika motivacija je strani ljudi. Mogoče zdajle imam občutek, da celo večja kot v drugih časih, si res vzamejo čas, za to in tudi vadijo vmes. Tudi eno manjšo raziskavo smo v sklopu ene specialistične naloge naredili, da smo dve taki skupini potem čez eno leto ljudi povabili oziroma se z njimi srečali pa vprašali, kako so. In je tak rezultat je bil približno tako, da so po enem letu ena tretjina približno je redno vadila in je bilo en tak del njihovega življenja postavljenje in so zelo pohvalili, pa bili hvaležni za to možnost, da so to uvedli. Približno tretjina je to uporabljala tako, kadar jim je slabše šlo, so se simptomi spet pojavili, kakšne težave. Približno tretjina je pa to ohranila v lepem spominu. Vsi so rekli, da bodo še vadili, da to je sigurno v življenju še pride na vrsto, ampak zdajle pa ne morejo. Tako. Ampak približno tako. Hvala. Če kakšen pogumnež? Se me sliši? Se? Če ste kdaj mogoče naleteli na osebo, ki je rekla, Zdaj sem pa, a je kdo drug slišal? Ne. Nismo dobro slišali, lahko še enkrat? Ajda, Da bom napisala. ja, ker je nekaj narobe z mikrofonom. Lahko jaz vmes samo nekaj vprašam. Me zanima, ki ste omenili pri nevroloških raziskavah, da ste ugotovili, da meditacija poveča sivo možganovino. Pa če imate kaj podrobnosti, ker glede na to, da načeloma vemo, da razen v določenih delih možganov novi nevroni oziroma živčne celice ne nastajajo. Me zanima, če so dali kaj podrobnosti, kaj je dejansko povzročilo spremembo v gostoti možganske skorje, če je to nastanek novih sinaps ali kako večji branching dendritov ali kaj podobnega. Ja, mislim, interpretirali so predvsem kot slednje, ja, večja razvejanost dendritov in s tem formacijo potem sinaps. V hipokampusu pa verjetno so omenjali kaj, da je nevrogeneza ali? Ne spomnim se, kaj so, ne spomnim se tega, lahko pogledam oziroma pošljem ta članek, ja. To je Sara Lazar in njena skupina naredila, ne spomnim se, kako so interpretirali, oziroma. No, se je spodaj napisano, kateri članek je, pa si bomo lahko pogledali. Hvala. Pravzaprav ne le spodaj, ampak si nam ti še na dodatnih diapozitivih
ponudil nekaj virov, ki si jih citiral. Tako. Ja. Ampak te raziskave ni med njimi. Jo pa z veseljem, a lahko Maja tebi pošljem, pa potem ti pošlješ ostalim, ker so par raziskav iz te in ena je prav to hipokampalno proučevala, ne spomnim se pa, ja, kako so. Super. Pa še vidim, da Ajda še piše, bi pa še eno na hitrico. Ste omenili transcendentalno meditacijo in ponavljanje mantre. Je to nekako tudi podobno kaki molitvah pa ponavljanju molitev, recimo v religiji? Če se da povezovati, razlikovati oziroma kako bi? Ja, to je nekaj, kar sam verjamem, in tudi preliminarne študije so o tem že narejene, torej tudi, ampak bolj res fiziološke pri molilcih, a ne. Tukaj bi zelo bilo pomembno to, da bi tekstualno res oziroma pač razbrali, na kakšen način vadijo. Tukaj se zaplete namreč pri tem, da sploh recimo v krščanski tradiciji, kar sem nekaj več prebral in gledal, so torej same prakse so precej podobne tem, ki jih pri mantrah in tudi pri nekaterih drugih strategijah tega odprtega zrenja, open monitoring. Skratka, veliko povezav se zdi, da je, čeprav pa zelo poudarjajo avtorji, da nikakor ne gre za mantro, ampak gre za iskanje stika z Bogom oziroma za naslovnikom molitve. Tako da se svarijo pred temi povezavami, torej čisto gledano tekstualno. Tako da bi bilo pomembno to dešifrirati ampak recimo Jezusova molitev, molitev srca ali hezihastična molitev, tista, ki jo je Nathalie Depras, ki sem jo omenil v svoji fenomenološki analizi, vzela v pretres, je res podobna praksi torej meditacije z mantro, ker gre za kratek Jezus Kristus, usmili se me, torej molitev, ki jo neprestano ponavlja človek, podobno kot mantro, ki jo običajno dobi človek od svojega učitelja in tudi ves čas ponavlja, neprestano moli na ta način, tako da bi moralo iti za zelo podobne procese. So pa občutljive te povezave, te študije komparativne, ker recimo, da mi povabimo nekoga, da bi preiskovali pri njemu, mora biti zelo dobro umeščen, ali kako ne rečemo, zelo globoko v svoji tradiciji in tukaj naletimo na te potem lahko zagate, da pridobimo k sodelovanju ljudi in da lahko tako komparativno potem tudi gledamo, da bi recimo gledali in primerjali nekoga, ki mantra in drugega, ki moli Jezusovo molitev. Se pa zagotovo tukaj kažejo lepe možnosti. Hvala. A smo dobili? Ajda je napisala vprašanje, ja. Ne vem, če ga vidiš. Ste kdaj naleteli na osebo, ki je sprva zavračala meditacijo in nato poskusila in dobila drugačno izkušnjo, oziroma kako pristopiti k takšnim osebam, ki so sprva odklonilne? Imam izkušnje v obe smeri,
tudi takšne, ki so zelo z navdušenjem pristopili in se lotili meditacije, pa se nekako potem v eno od, prej sem omenil, negativna stanja, negativne izkušnje doživeli in jih je to odvrnilo. In obratno, ja, ljudi, ki so to, recimo na oddelku se je večkrat zgodilo, da so bili mi res vzamemo in damo to kot v smislu ene psihoedukacije oziroma ponudbe, da to obstaja in kot metoda, ki ima lahko pozitivne učinke in ponudimo na ta način, da ljudje tudi sprobajo, pa seveda nobenega ne silimo, da bi to potem vadu vzel za svojo prakso. Ampak med njimi je marsikdo, ki je, tudi rečejo zelo jasno, da so bili skeptični na začetku, da se jim je to zdelo en tak New Age, nekaj zelo alternativenega in samo za nekatere ezoterično usmerjene ljudi in da so pa videli, da je to nekaj zelo prizemljenega, zelo konkretnega, pa da ima lahko zelo neposreden učinek na to, kako premostijo eno stisko, tesnobo, kako lahko lažje preživijo neprijetna stanja in tako naprej. Tako da je več takih. Zdi se mi pomembno, že veliko izkušenj te vrste bi lahko se spomnil, je pa pomemben, da nikakor ne silimo ljudi v to ali pa prepričujemo, da je to morajo res sprobati in videti in jih tako nekako, če jih ena notranja radovednost ne potegne v to, potem itak ne bodo vadili, saj je to nekaj, kar rabiš pol vsakodnevno redno prakticirati, tako da izziv je to, kako jih pritegniti, da sprobajo, potem pa če steče, če začutijo, potem res začutijo in vidijo. Tako da recimo, prej sem omenil tretjina, ki je vzela to za svojo prakso, kar je kar veliko, da nekdo v svoji stiski pride do psihiatra, išče eno rešitev, pa nekaj, pa se potem sreča s čuječnostjo, pa da čez eno leto redno to vadi oziroma vzame kot nekaj, kar mu lahko koristi. In skratka je tretjina kar velika, in ti ljudje, to sem hotel poudariti, res iz sebe, iz svoje izkušnje, iz vertikalnosti izkušnje, ker se jim intrinzična lastnost izkušnje jim pokaže, da je vredno ali pa da je nekaj, kar jih v pravo smer pelje ali pa jim pomaga. Tako jaz bi bil zelo recimo v tem smislu dialoški pa raziskujoč tudi, da jih vprašamo, kaj so doživeli, ko so nekaj probali in kaj je bilo znotraj izkušnje in tukaj odpreti prostor. In veliko ljudi začuti tukaj en košček. Tudi različno stvari ljudje vzamejo. Eni vzamejo to kot eno vadbo za pomiritev, 10 minut koncentracije in se bom pomiril. Tretjina oziroma ta tretjina, ki sem omenil, so pa veliko več od tega, so šli res tako v eno raziskujočo, so res simptomom prišli do korenin, pa še kaj okrog njih raziskali, zakaj se pojavljajo. Tako da ima v tem res en močan psihoterapevtski potencial, tako avtoterapevtski, ampak videti čist pri posamezniku in zanimanje inducirati. Vidim, da je še eno vprašanje pisno prišlo. Govorili smo tudi o položaju oziroma drži telesa, kaj pa drža rok, ali lahko vpliva na procese v možganih na nivo poglobljenosti meditacije. Hvala, Sara. Tukaj imajo različne tradicije, nekatere se precej s tem ukvarjajo, lahko v obliki tako imenovanih muder oziroma položaja rok, ki naj bi poglabljalo, omogočalo globlja stanja. Sam nisem tega izkustveno raziskoval oziroma ena taka moja intuicija iz prakse
svoje, se mi ni zdelo, da bi ta različna stanja, pa ta različna položaji rok bistveno spreminjali naravo, kvaliteto izkušnje, zato se temu nisem toliko posvečal. Tukaj vstopijo tudi elementi pripadnosti, zaupanja, transfernega do tradicije, tako da nekateri zelo zagovarjajo določen način vadbe in s tem tudi položaja rok. Sam bi težje to potrdil, torej iz izkušnje. Prav tako ne poznam raziskav, ki bi to kakorkoli vzele v precep, vzele kot fokus. Borut, lahko še jaz pristavim svoje. Zdaj, v kontekstu projekta, ki se primarno usmerja na preventivo, torej na vzvode, ki so nam na razpolago za krepitev in ohranjanje zdravja. Ne zato, ker ne bi bilo pomembno tudi lajšati simptome in znake bolezni, oziroma jih poskušati pač pri koreninah odpraviti, ampak zato, ker je morda z vsemi pristopi, ki jih poskušamo nekako skozi svoje delo približati ljudem kot področja, do katerih lahko tudi sami zelo aktivno dostopajo in na njih naredijo morda več, kot to že počnejo za lastno zdravje. Se mi zdi potrebno, da se morda še na tej točki ustavimo, da te vprašam iz zornega kota tega, kako lahko morda znanstvenimi ugotovitvami, spoznanji podkrepljeno priporočilo za slehernika, ki torej ni še bolan, ki ne potrebuje teh pristopov, zato da bi lajšal neke bolezenske znake, ampak v interesu pač neke bolj sistematične izgradnje odpornosti na strese vsakodnevnega življenja. Kaj je tisto, kar bi lahko potem rezime morda nam ponudil? Ja, zelo na mestu je to, oziroma zelo relevantno. Dve dimenziji bi izpostavil, ali pa se mi zdi ta pri tem ključni. Eno je to, kot smo videli skozi klinične raziskave, je ključni poudarek to, da se z vadbo čuječnosti, z vadbo meditacije doseže izrazito lahko spremenjena naravnanost do težav, stisk, simptomov, ki pridejo. Tako da je nekaj, kar lahko in prav čez vse, če bi šli zdajle tako skozi ta skupni imenovalec, bi videli, da je ključno prijemališče to, kar pa ima velik naboj in se tudi uporablja v tem smislu. Jaz sem seveda bolj kliničnega poudaril, enako bi raziskave lahko v edukativnih procesih, pri športnikih, ljudeh, ki so zaprti, ki prestajajo zaporno kazen, pri ljudeh, ki se spopadajo ali pa imajo izzive na poslovnem ali drugih življenjskih področjih. Izrazito torej omogoča ta vadba povečati eno odpornost, rezilienco oziroma sprejemanje in lažje, manj stresno odzivanje na te, recimo, dražljaje, stresorje, neugodne okoliščine. Tako da tukaj je tako z dokazi podprta, verjetno ni prav nobena metoda borbe proti stresu, ki pa jih je kar nekaj in tudi kar nekaj je bilo že tudi raziskovanih. Drug aspekt, zelo pomemben se mi pa zdi to, da so ljudje, in to je izpričano v raznih avtobiografskih zapisih ali pa biografskih ali pa analizah, da se lahko pri posameznikih, ki so skozi
prav tako naravnanost, ki jo krepimo v meditaciji v čuječnosti, lahko dosegali velike preobrate pri sebi, transformacije ali so se borili dobro ali pa bogato z nekimi težkimi življenjskimi situacijami. In ti avtobiografski zapisi imajo veliko terapevtsko vrednost, ali pa da predvsem to, kar smo prej rekli, da človeka napotijo na raziskovanje pri sebi. Tako, meni se zdi, da je to nekaj podcenjeno tudi v medicini na splošno, da se premalkrat opozorimo sebe in druge, da če zdravimo določeno bolezen ali določeno motnjo, da pogledamo, kako se ljudje z njo spopadajo in soočajo. In tako vidimo lahko močne povezave, recimo tudi razni ljudje, ki so bili v situacijah, ne vem, med vojno v taborišču, v gori, ujeti na jadrnici ali ki je v kakšni situaciji, skratka, ki je bila skoraj brezizhodna. Tam, kar jim je pomagalo preživeti, ima velike povezave ali pa skupne imenovalce s tem, kar se skozi meditacijo in čuječnost goji. In to bi bil en tak tudi vidik, torej, da bi ljudje kaj od tega prebrali in dobili skozi to impuls za raziskovanje pri sebi. Potem, ko pa ti pri sebi to tudi iz izkušnje ven se ti potrdi, lahko tudi druge navdušiš ali pa razširiš to. To se mi zdi ena takih močnih vzvodov, ki lahko doseže ljudi, ne glede na to, če imajo klinične težave ali pa ne. Morda še ena misel iz zornega kota recimo nekaterih drugih ukrepov za krepitev ohranjanja zdravja, kot je na primer zdrava prehrana oziroma skrb za prehrano, za gibanje. Je zelo verjetno tudi pri teh tehnikah, ki si o njih govoril danes, lahko zelo dragoceno čim prej v življenju začeti in usvojiti neke prakse, ki so v prid tej rezilientnosti telesa in uma, čustveni odpornosti. Pa vendar, v bistvu nekako ne razmišljamo zares, kako bi morda skozi kakšno igro v rosnih letih otrokom pomagali poiskati pot do neke take starosti primerne, eksploracije, meditacije, čuječnosti. Zdi se mi, da smo premalo naravnani na to. Imaš ti tudi tak občutek, imaš morda še celo kakšen uvid iz raziskav, koliko se na tem področju dela? Kakšni so rezultati? Absolutno delim občutek, da smo se v šoli veliko stvari učili, kakšnih takih preprostih dostopov do te take regulacije, nekih možnosti, da se lahko pomirim, da lahko zadiham, da lahko z enim zavedanjem dosežem ali pa premostim recimo stres, stisko veliko lažje in da predvsem imam nekaj v roki, da lahko se prebijem skozi, da ni to neka, o tej neki zmogljivosti, recimo tudi o koncentraciji kot taki smo redko slišali. Jaz se ne spomnim, da bi me kdo opozoril, da je to nekaj, kar se lahko vadi in da ima ta vadba lahko do zanimivih spoznanj pripelje, pa ne samo to, tudi mi veliko lahko olajša ali pa me krepi. Tako, teh je bilo res tekom našega šolanja zelo malo, tudi zdaj verjetno ni zelo veliko, ampak so pa resni poskusi, pa programi temu namenjeni, tudi kar nekaj raziskav in projektov je bilo že lansiranih s precej dobrimi
rezultati ali pa tudi so imeli recimo pri nas v gimnaziji, sem sledil enemu takemu projektu, eni oziroma dveh, pa so dijaki kot opcijsko je bilo zelo radi prihajali in tako poročali o dobrih, potegnjenih je, zanimalih je, bilo je nekaj, kar ni bilo nikakor duhamorno in težko, ampak nekaj, kar jih je res tako eno zanimanje zbudilo. Verjetno so bolj odprti, pa že prišli tisti, ki so se za to, ampak vseeno. Tako da se je dobro pokazalo ena raziskovalka na tem področju, Tamara Dietrich, Slovenka, ki sicer v Avstraliji živi, je tudi eno mednarodno konferenco nedolgo nazaj organizirala, kjer se je veliko raziskovalcev zbrali, ki so torej v šolstvu, v izobraževanju vključevali te z dobrimi rezultati, kot rečeno. Tako da je sigurno tukaj en velik potencial. In to vse od otrok v vrtcu, kjer so preko igre, preko položajev, ponašanja živali, igranja preko zvokov in igre, lahko do enih takih znanj prišli tako mimogrede. Tako kot, če imaš ti to pri sebi, da veš, kaj bi rad prenesel, oziroma kako, zato rabiš to sam izkušnjo. To se je pri teh, ki to učijo, pri terapevtih, ki to v terapiji uporabljajo, izkazali, da so bili uspešni ali pa so tisti lahko to naredili, kjer so imeli sami izkušnjo, ki so imeli sami ta know-how utelešen, pa so lahko to prenesli. Ravno Tamare sem se spomnila, ker sem pred leti se udeležila ene njene delavnice in takrat je rekla, da je pač bila njena pobuda v Avstraliji to zares nekako ukomponirati v zgodnje izobraževanje otrok. Pač s ta pravo rahločutnostjo, da to ne bo potem neka prisila in obveza, ne, za marsikoga ta pristop lahko da ni primeren in ga lahko prej odvrne, kot bi mu pomagal poiskati pot, kako to sebi upriti zdraviti. Ampak zdi se mi dragoceno vedeti, da so možnosti, ki jih lahko s pridom morda še boljše izrabljamo. Ja. Res. In tukaj je tudi, tako kot Tamara sama lahko prenese to, zato ker ima izkušenj zelo veliko, je res to. Nikakor ni, mislim, jaz ne bi nikogar prisiljeval v meditacijo, ali pa še manj ga nagovarjal, ne meditira, ampak tako kot smo prej rekli, če ga kaj pritegne v tem, ko jaz o svoji izkušnji kaj povem, oziroma o izkušnjah drugih ljudi, ki so šli čez to in kaj od tega imeli, in če jih to pritegne, da sami raziščejo, potem bodo tudi to začutili ali pa pustili. To tako, ne, Buda je rekel na koncu, kot kažejo zapisi oziroma njegovi izreki, da ne vse to pozabijo, kar je učil, pa ne sprobajo. Pa če kaj tega res ne vzamejo, če pa ni, pa pustijo. In tako nekako, in če otroku ali pacientu ali prijatelju ponudiš oziroma poveš nekaj o tem, lahko poskusi. In enako, če ga pritegne, če je nekaj, kar jaz pa lahko zase rečem, meni pa nekaj da in to prinese v življenje. Zdaj pa, nekakor pa prisila tukaj bi samo kontra učinke. Ali pa nagovarjanje, pa prepričevanje. Meni se zdi, da smo v neki naravni poti prišli do tiste misli, s katero bi verjetno lahko tudi zaključili ta uradni del druženja. Jaz upam, da zato, ker si pač pokazal pripravljenost, da nam svetuješ tudi v prihodnje pri tem projektu, boš dostopen za kakšne konsultacije in morda še kakšno predavanje v prihodnje. Sicer bi se ti pa zdaj v imenu celotne projektne ekipe in Dub Synapse, ki so bili tudi danes z nami, še enkrat zahvalila od srca, da si vzel čas in si nas peljal tukaj. Ja, zelo z veseljem. Hvala tudi
In kot si omenila, če bi imel kdo vprašanje in dilemo, tudi če bi se želel kakšni od skupin za čuječnost pri nas pridružiti, lahko tudi s Tamaro bova sigurno, ko se enkrat osvobodi Avstralija in pride v Slovenijo, še na kliniki organizirala tudi izobraževanja za čuječnost, za aplikacijo za možnost to, da človek pri sebi in da spozna boljš metodo in da jo lahko tudi pri drugih aplicira, uporabi. Skratka, take seminarje sva že imela 3 tekom zadnjih parih let in bo gotovo še kakšen, pa bom še informacijo posredoval vam, pa če bo koga pritegnil, pa zanimal, boste dobrodošli seveda. Jaz sem prepričana, da se bomo našli interes in bomo veseli informacij. Družba, najlepša hvala vsem, da ste se udeležili predavanja. Boruč, še enkrat tebi hvala. Uradno zaključujemo snemanje, ostajamo pa vsi na vezi. Jaz te samo prosim, da ko boš zaključil snemanje, boš videl, da ti bo sistem ponudil, da potem ta posnetek pretvori in ti omogoči prek elektronske pošte dostop do njega, če ga z nami lahko deliš. Hvala. Drži se. Enako, ja, živjo. Dio. Adio.